Veselje cerkve je biti mati, ki gre iskat izgubljene ovce. To je vodilna misel papeža Frančiška med današnjo homilijo v domu svete Marte. Sveti oče je še k temu dodal, da cerkvi nič ne pomaga popolna organizacija, če je zaradi tega žalostna in zaprta, če ni mati. Ob tem je pozval, naj bomo veseli kristjani, saj smo prejeli nežno Jezusovo tolažbo. Odpriti vrata Gospodovi tolažbi. Papež Frančišek je to izhodišče za današnjo homilijo vzel iz prvega berila, v katerem prerok Izaija govori o koncu trpljenja Izraela po izgnanstvu v Babiloniji. Ljudstvo potrebuje tolažbo. Že sama Gospodova navzočnost tolaži. Takšna tolažba pa je tudi med trpljenjem. Pa vendar običajno bežimo iz tolažbe, saj smo do nje nezaupljivi. Bolj udobno nam je v naših stvarih, celo bolj udobno v naših pomanjkljivostih, v naših grehih. Tu smo doma. Ko pa pride Sveti Duh in njegova tolažba, se naše notranje stanje spremeni in uide našemu nadzoru. Zato se je potrebno prepustiti Gospodovi tolažbi. Papež Frančišek je poudaril, da je najmočnejša tolažba usmiljenje ter odpuščanje. To je najlepše opisano na koncu 16. poglavja preroka Ezekijela, ko Gospod potem, ko našteje številne grehe ljudstva, pravi: "Toda ne bom te zapustil, še več ti bom dal. Moje maščevanje bo tolažba in odpuščanje." Takšen je naš Bog. Zaradi tega je dobro ponavljati: pustite se potolažiti Gospodu. On je edini, ki nas lahko potolaži. In to kljub temu, da smo vajeni najeti kratkotrajne tolažbe, ki smo si jih sami ustvarili, od katerih pa potem ni nobene koristi. Sveti oče je tako prišel do prilike iz današnjega evangelija o izgubljeni ovci in se vprašal, kakšna naj bo tolažba cerkve. Tako kot neka oseba, ki je potolažena, ko začuti Gospodovo usmiljenje in odpuščanje, za katero cerkev praznuje, in je srečna, ker je šla ven iz sebe.